Kolumna Jajca. Anje Zag Golob. V nedeljo zvečer se je na Gospodarskem razstavišču v organizaciji Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije končal slovenski knjižni sejem. In točno tako je 6-dnevni dogodek na novi lokaciji tudi izgledal, izključno gospodarsko. To so opazili tudi obiskovalke in obiskovalci. Premnogi so se pritoževali nad razvrednotenjem knjig in plemenitega poslanstva te prireditve, ki je s selitvijo na drugo prizorišče očitno izgubila še zadnje ostanke atmosfere kulturnega dogodka ter trdo pristala v ubornih okvirih mentalnega dometa trgovcev z novci. V starih časih je, samo za primer, sejem podeljeval nagrado za najlepšo stojnico, ker so organizatorji razumeli vsaj eno njegovo specifiko v primerjavi z ostalimi, domišljijo. Zdaj je uniformiranost domala zapovedana. Zakaj? Da lahko posebej zaračunavajo vsak njen sestavni del, seveda. Predelne stene, talne obloge, stropne povezave, najem table, koše za smeti, ni da ni. A to nikoli ni bil dogodek, ki bi dojel, kako ključno bi bilo malim in mikrozaložbam ter samozaložnikom na sejmu zagotoviti centralno pozicijo, saj ravno ti slovenskemu založništvu zagotavljajo kolorit, večplastnost, s čimer ga delajo močnejšega, agilnejšega. Že v Cankarjevem domu so bili majhni, potisnjeni v klet, zdaj so pa v temne kote hal, kjer jih komaj najde celo ta, ki jih načrtno išče. Z novim vodstvom zbornice in selitvijo je omenjena drža zgolj dosegla svoj zenit. Oziroma, kot se je tako lepo ter v verbalnem smislu dometu aktualnega vodstva kontekstualno točno izrazil Pavlica v Petelinjem zajtrku: kdor lahko plača, lahko fuka, kdor pa ne, pa pač ne. Paradoks je pravzaprav zanimiv. V letu gostovanja slovenske literature v Frankfurtu na eni strani visoko leteči ljubljanski manifest o poglobljenem branju, na drugi pa vulgarna, agresivna ter izključno v profit orientirana govorica organizatorjev 39. slovenskega knjižnega sejma. Več kot očitno, tu dialog ni mogoč, toda stvar je v bistvu preprosta. Mi, ki dejansko delamo v slovenskem založništvu in knjigotrštvu, ne razumemo slabo zaigrane sejmarske vljudnosti, saj zato, da bi kot založniki v danih razmerah sploh lahko obstali, vsak dan nujno potrebujemo ogromne količine odgovorne naivnosti. Brez nje bi tu knjige izdajale 4 založbe. Ena, za katero je knjiga klobasa, ena proglašena za nacionalni zaklad, ena požrešna, ki je založništvo zgolj paravan za pridobivanje čim večjih količin najraje državnih sredstev, pa morda še kaka, ki bi se prihulila zraven. Kar bi te založbe izdajale, bi bilo spričo njihove poslovne motivacije vsebinsko izrazito omejeno. Res pa je, da bi si na slovenskem knjižnem sejmu lahko razdelile ogromno prostora. Vsaki pol hale pa roka. In ker se pod aktualnim organizacijskim odborom razmere zgolj eksponentno slabšajo, je morda dejansko čas, da si ga, da ga imajo prostor samo zase. In počasi izpustijo besedico knjižni. Morda je zdaj vendar napočil čas, da se tamali preštejemo in ugotovimo, kdo hoče še naprej neproste dni živeti, nočem enake, kdo pa pripada onim, ki tje bomo najdli pot, kjer nje sinovi si prosti voljo, vero in postave. Kolumna Jajca. Anje Zag Golob.